Lep dobro večer, pozdravljeni, Matej Glivar, moje ime, kot poznate, tale podcast se vsako sredo odvija za vas, za tiste, ki želite v življenju nekaj več. Za tiste, ki želite osebno rast, sem danes pripeljal enega gosta, ki bo zagotovo dal nek nov pogled, nek drugačen pogled, od katerega se lahko vsi nekaj naučimo, tako da ne pozabite pripraviti pisala, beležke in sodelovati v pogovoru. Dejan, najprej tebi živijo, kako si danes? Živijo, evo, super, fajn, poletno že. Pa ti? Že poletno, ja, tudi tukaj je vroče, tako da sem čist že skoraj prešvican. Ampak ne glede na to, imamo danes pred sabo v bistvu eno urco 15 pogovora na temo osebne rasti. Jaz sem se pripravil na vprašanje, ki mene osebno zelo zanimajo. Drugače pa tisti, recimo, ki ne poznate tega podcasta še, oziroma ki ste danes prvi z nami, ne vam sam povem, da smo tale podcast ustanovili, oziroma sem ga ustanovil zato, da pomagam sam sebi, da se pogovarjam z ljudmi, ki so na nekem področju boljši, oziroma ki imajo nekaj, kar bi jaz rad, in da dejansko to delim z vami. In cilj, vsega tega skupaj je to, da dam čim več vrednosti, ne samo sebi, pa nama, se pravi v pogovoru, dvema, ampak vsem tistim, ki to spremljate, ki gledate. Zato ste dobrodošli, da všečkate mojo stran Matej Glivar Rast, tudi za bodoče, da delite to zadevo s prijatelji, da komentirate, ker vsakdo izmed vas, ki je danes z nami, lahko komentira med pogovorom v živo in bo dobil v bistvu tudi živo komentar nazaj, oziroma se bo lahko o tem pogovorila. Istočasno, če gledate to kasneje v posnetku, z veseljem napišite komentar. Jaz sem prepričan, da tako jaz, kot Dejan, bo z veseljem odgovorila. Tako da ja, gremo v bistvu v tematiko danes. No, Dejan, jaz bi mogoče na kratko prebral par zadev o tebi, da vemo v bistvu, kdo je Dejan, za tisti, ki ga še ne poznate. Jaz ga poznam že preko 10 let, ne, Dejan, ampak te stvari, ki smo danes pogovarjala, niso še nikoli odprla, tako na tak način kot danes. Tako da Dejan Jarič je zase pravi takole. V gimnaziji so me mučili huda depresija, glavoboli, kronični gastritis. Opravil sem številne zdravniške preiskave, da bi našel vzroke svojih zdravstvenih tegob, vendar se je izkazalo, da je z menoj vse v najlepšem redu. Potem se je Dejan odločil, da bo prevzel odgovornost za svoje zdravje v svoje roke. Redno je začel, vaditi transcendentalno meditacijo in ta mu je zelo pomagala. Pozneje je obiskal individualne seanse, kognitivne, humanistične in transpersonalne psihoterapije in se hitro, zdravstveno okrepil ter osebnostno in duhovno napredoval. Zdaj pa tako, če ste pripravljeni spremeniti svoje najgloblja omejujoča podzavestna prepričanja o sebi in svetu, lahko spremenite svoje življenje na bolje. To, o čem razmišljate, na koncu tudi postanete. No, tole nagovor mojega današnjega gosta Dejana, se pravi, poznam ga že preko 10 let, ampak te stvari, ki jih on počne, v bistvu so zame, neka ne novost, ampak nekaj, kar ne poznam dobro. Poznal se sicer, iz drugih vod in vem, da je bil v bistvu zdravnik, ko sem ga spoznal. Še vedno si zdravnik, da je, ne? Zakaj, si zdravnik, ki dela na onkološkem inštitutu, kar pomeni ponavadi za večino ljudi, da si uspešen, da imaš veliko denarja, da si... Nisem tam več, tam sem bil sam pol leta, veš. A sem pol leta? Sem bil sam pol leta, zdaj imam čisto svojo prakso, veš, delam čisto vse privat, v bistvu napredno psihoterapijo, nadgradil sem znanje s holistično medicino, zdaj delam doktorat holistične medicine na Quantum University v ZDA, no. Tako da v bistvu, ja, ta klasična medicina je super, no, se pravim, vedno za določena stanja, za določene zadeve, urgentne in tako naprej. Mene je pa seveda zaradi svojih lastnih težav vedno zanimalo še globje, iti vase v človeka, ker človek vemo, da je celostno bitje, predvsem je duhovno bitje, ki ima pač to fizično izkušnjo na planetu Zemlja. In v bistvu zaradi svojih depresij, glavobolov, gastritis in tako naprej sem iskal globje vzroke in sem seveda ugotovil, da na mentalno-čustvenem telesu so tisti globji vzroki, tle so naši vzorci potlačeni od staršev, družine, prednikov in tako naprej, vse kar nosimo v nezavednem, in vse to, kar smo pač potlačali, strahovi, jeza, zamere, žalost, bolečine in tako naprej. In sem pa začel itak, tako kot si prebral, z delom na sebi. Tako da sem v bistvu transformiral svoje nezavedne vzorce, kar danes vemo, ker nam moderna znanost, kognitivna nevroznanost, epigenetika recimo, nam govori, da 95% v bistvu tistih nezavednih vzorcev v bistvu kreira naše življenje. To je tudi dr. Lipton recimo dokazal, ker sem ga spoznal v Zagrebu, tudi. Tako da ja, to je ta proces, in iz lastne izkušnje zdaj pomagam drugim v terapijah, na seminarjih, vodno šolo za življenje Ananda, 2-letni program za izobraževanje za terapevte tudi, tako da precej stvari se je zgodilo v tem času, ja. Definitivno, zato sem tudi treba se pogovorila. Sicer res te bo danes prišlo čisto po domače stvari, zato ker bi rad, da vsak razume. Mi zdaj recimo se z marketingom ukvarjamo že 10 let plus in pravijo, da recimo, če te babica ne razume, potem nisi dosti jasno povedal. Tako da tam res mogoče kaj tazga vprašal, ker bo mogoče tebi zelo osnovno, ampak še vedno bi rad, da razume vsak.
vključno z mano. Ne? In zdaj prva zadeva, ki mi je všeč pri tebi, je to, ne, da se pravi, kljub temu, da si zdravnik, ne, kjer te naučijo v bistvu razmišljati, zelo metodično, ne, si tudi odprl, za druge stvari. Zakaj si sploh pomislil, oziroma kje si sploh našel, razlog, da si začel se ukvarjati z neko alternativo medicini, ne, ki je pa pač nek holy grail, današnjega zdravja, za večino, ne? Ja, to so bile v bistvu te moje izkušnje depresije v gimnaziji, ki so me seveda pripeljale na neko pot osebne, oziroma lahko tudi rečem duhovne transformacije. Ne. Takrat sem seveda začel razmišljati, zakaj sem jaz zdaj depresiven. Saj sem priden v šoli, saj imam vse 5, saj sem by the book, ne, tako kot bi pač mogel biti. Ne. In po pravilih družbe pač bi mogel biti človek srečen, ne, pol izpolnjen, ampak seveda se je pač izkazalo, ne, da temu ni tako, zato ker sem slepo sledil družbenim normam, pravilom, bil sem pač priden fantek, ubogov, ne, ustrezal, tako sem bil pač vzgojen, ne. Ampak nisem pa sledil sebi, nisem pa slišal tistega klica moje duše, ne, tisto, po čemer je moje srce hrepenelo, ker sem bil zelo potlačen pod tonami teh vzorcev, občutkov in tako naprej. In danes vidim, no, večina ljudi dejansko, ki tudi hodijo recimo k meni na individualne seanse psihoterapije, vedno se odkrijejo v bistvu tisti globi vzorci, ki so še iz primarne družine, oče, mama, ne, torej vsi ljudje imamo pač nezavedne vzorce in torej vsi ljudje bi radi oziroma bi rabili delati na tem, ne. To pomeni, ni to za neke ljudi, ki so, ne vem, bolani ali pa psihično, ne vem kaj, ne. To je tisto, da razbijamo ta tabu, ker še vedno v Sloveniji, čeprav se zdaj stanje izboljšuje, ampak ja, še vedno mogoče malo čuden ali pa tako. Ne, v bistvu v Ameriki ima vsak svojega psihoterapeuta, tako kot ima svojega zdravnika in vsak bi mogel torej delati na svojih nezavednih vzorcih, prepričanih, ker to v bistvu kreira naše življenje. Ne. Hočemo, nočemo, nezavedni vzorci nam krojijo, ne, če imaš ti feeling. Ja, občutek, ne vem, moram garati v življenju, moram se matrati, moram ne vem kaj vse početi, potem boš to si skreiral v življenje. Ne. Če imaš feeling, da ljubezen boli, boš pač prinašal v svoje življenje odnose, kjer boš izkušal, da ljubezen je bolečina, je trpljenje. Ne. Torej, naša percepcija v bistvu kreira naše življenje, ne, in kar je v nas samih, ne, to se dogaja v našem zunanjem svetu. Ne. Že Shakespeare je rekel, v svet je oder, ne, in vsi smo samo igralci na tem odru, ne, in pač smo si ogledala in si kažemo pač stvari, ki imamo za podelati. Ne. Odlično, res je, ja. Zanimivo, no, tisti, ki ste zdaj z nama, zdaj 2012, no, dajte napisati še lep komentar, Dejanu, pozdravite ga, da je dobrodošel v tem podcastu, ne, da vidimo, če ste tu z nami, če ste živi in tako naprej, ker znanstveno dokazano je, če sodelujete, z pisanjem, zase, ali pa če nekaj vprašate, pa nekaj poveste ali komentirate, se tudi več zapomnite. Zdaj pa Dejan, tole, kar si zdaj povedal, mi je zelo zanimivo, ker jaz izhajam, iz enega velikega problema, ne. Jaz sem recimo, sicer živim tukaj v Švici, ne, ampak sem slišal včeraj, da mislim, da 10% ljudi, sicer v Švici, ampak jaz mislim, da ni veliko drugače, no, je depresivnih oziroma celo razmišljal o samomoru. Zdaj ta depresija, ena taka tema, ki jo ti poznaš, ki si jo ti, razrešil, in ti povej, obstaja neka, rešitev za to depresijo, zakaj smo tukaj depresije kot prvič, zakaj to depresije sploh imamo v današnjem svetu in kaj lahko človek naredi današnji, tisti, ki zdaj to gleda spremno, no, da se počuti boljše. Ja, depresija je res ena taka, bom rekel, moderna, ne bom rekel bolezen, je pač stanje. Ne? Jaz vedno rečem, to je samo ena globoka žalost, ki je človek res potlačil, ogromno teh energij v sebe in seveda pač klasična medicina to karakterizira kot pač pomanjkanje serotonina, vse napči špani, seveda to je posledica, ne? Potem dajo pač na klasičen način te antidepresive, da koncentracijo serotonina, pač neurotransmiterja, ne, sreče pač dvignejo, ampak seveda ne, za to depresijo obstajajo globi vzroki. Torej človek, ki je depresiven, praviloma v bistvu ne živi sebe, ne živi tistega, kar bi on želel, a ne živeti, po enem višjem načrtu, bom rekel, ne, ker je pač pokopan pod tono vzorcev, prepričanj, stališč, konceptov, kako bi moral, ne. Ponavadi je zadaj ustrezanje drugim, ugajanje drugim, ne, da bom ja ljubljen, da bom ja sprejet, torej dejansko kupuješ ljubezen, se razdajaš, ne, in nimaš sebe, ne živiš sebe, ne znaš postaviti meje v odnosih, si pač nemočna žrtev, ne, življenja, okoliščin in v bistvu ne prevzameš odgovornosti za svoje življenje. Ne. In praviloma v bistvu jaz v terapijah razrešujem te vzorce z ljudmi
in se že po nekaj terapije včasih res tako nori rezultati pokažejo, zato ker delamo v bistvu res na transformaciji nezavednega. Ne? Prva faza je seveda ozaveščanje, brez tega, da človek ozavesti stvari ne more spucati, ne? Druga stvar je soočanje iz oči v oči, torej brez tega, da se ti soočiš s strahom, z jezo, žalostjo, z bolečino, ki si jo nekam potlačil, seveda je spet ne moreš razrešiti. In tretja stvar je, da res poglobiš zavedanje, jaz pravim, ne, glede tega, torej, da ugotoviš tiste navidezne koristi določene, ki jih imaš od tega. Dostikrat vemo, da ljudje zbolimo, ker ne vem, nam manjka pozornost, nam manjka ljubezen, sočutje in ponavadi se ugotovi, da je to ljudem manjkalo v primarnem otroštvu. Torej, vsi smo bili pač podhranjeni ljubezni, ne? Naši starši so mogoče delali, so bili odsotni, ni jih bilo, ne? In seveda otrok si naredi program, ni jih doma, ne marajo me, nočejo me, zakaj ste me sploh imela, ne? Torej boljše, da me ni, boljše, da pač ne bi obstajal, ne? Pač človeški ego je potem ranjen, je prizadet in tako naprej in z tega vidika potem delamo na transformaciji, ne? To je ta lupljanje čebule, plast za plastjo se v bistvu te vzorci luščijo in postopno v bistvu človek prehaja vedno globlje v stik s sabo in na podlagi tega seveda lahko zelo izboljša svoje psihično stanje, počutje, energijo, ne? Seveda se potem na naraven način tudi nivo serotonina, recimo dopamina, tudi ki je zelo pomemben nevrotransmiter za dobro počutje, se zboljša. Tako da ja, na ta način jaz delam, no? In res imam dobre rezultate, če so se seveda ljudje pripravljeni soočati s seboj, ne? To vedno pravim, ne? Osnova je seveda človekova pripravljenost, odprtost na življenje v neki globlji realnosti s seboj in z drugimi, a ne, nimamo čarobne palčke, da ga bomo sam začarali, da bo čez noč srečen, zdrav, uspešen, bogat, ne? To pač noben nima, ne? Življenje je proces in tudi osebna duhovna rast je proces, to se treba zavedati, ampak še vedno, ne? Če je človek pripravljen vlagati vase, če se zares pripravljen spremeniti, potem je seveda napredek možen, a ne, seveda pravim, napredek je stvar izbire, torej človek se mora odločiti, ne, ločiti se od starega načina razmišljanja, govorjenja, delovanja, ne, in kar je že Buda rekel, ne, kar imamo mi danes v življenju, ne, je rezultat naših misli, besed in dejanj v preteklosti, ne. Torej, kar smo mi mislili, govorili, delali v preteklosti, to imamo danes v našem življenju, ne. Če smo pač delali neke slabe aktivnosti, imamo pač reakcije take, a ne. Zdaj, kaj pa danes mi mislimo, govorimo, delamo, to rezultira v naši lepši ali pa pač malo manj lepi prihodnosti, ne. Če gledamo čisto linearno ta čas, čeprav vemo, zdaj kvantna fizika dokazuje, da se vse dogaja zdaj, ampak vendarle, ne, za povprečnega Zemljana, ne, še vedno linearno dojema ta čas in prostor, ne. To so pa druga višja stanja zavesti, mogoče kaj kasneje o tem, ne. Veš kaj, tu mi je zelo všeč, ker recimo to, ko se zdaj pogovarjava, je ena tema, ki veliko recimo ljudi zmotne, ker veliko recimo ljudi pravi, ne, tako kot si ti zdaj rekel, recimo premalo, bom rekel, bom rekel, premalo tega, premalo in tako naprej v telesu in tako naprej, ne. Moš rekel imensko, ker ti si, bom rekel, tukaj strokovnjak in če sem te prav razumel, ne, kljub temu, da imaš ti recimo pomanjkanje serotonina, primer recimo, ne, ali pa nečesa drugega, karkoli, ne, v telesu, bom rekel, ni rešitev vedno samo, bom rekel, zdravilo, oziroma ti zdravilo v smislu tablet, ne, ali nekaj kreme, ampak je zdravilo v bistvu sprememba v bistvu telesa, počutja in tako naprej, da moraš temu spremembo na sebi, ne, osebna rast. Zakaj, ne? Zakaj to sprašujem, ne? Mislim, zakaj o tem govorim? Ker veliko tle, ko govorimo o osebni rasti, je to tako nekaj pač nekaj v zraku, ne? Kaj je zdaj to osebna rast, pa tudi veš, takrat, ker človek nima potrebe, ne? Včasih, ne, ljudje, ki nimajo potrebe, tako zakaj bi se s tem sploh ukvarjal, ne? So na obdobja, te veš, ne? Če ni treba, ne bom delal na sebi, ne. Razen, ko je to hudo, da res ne morem več, pol pa človek je pripravljen nekaj narediti. In tisto, kar si mi zelo lepo prej povedal, je to, ne, da človek mora sprejeti odgovornost, ne. Ker tukaj mislim, da tudi ta, da imaš depresija, ali pa tudi, bom rekel, ostale vrste, recimo slabe energije, volje in tako naprej, omejujočih prepričanj in tako naprej, so zelo povezani z, bom rekel, tem polom med igranje žrtve, ne, pa sprejeti odgovornosti, ne. In en stav, ki si ga ti recimo zelo lepo napisal, sem si prav prebral na tvoji spletni strani, je bil sledeč. Vse je prav točno takšno, kakršno je. Zdaj probaj to razložiti človeku, ki to gleda, no, zakaj je vse prav tako, kakor je. Ja, to je v bistvu izrek tistega kauzalnega nivoja zavedanja, ne, ko v bistvu se zavedaš tiste res globje, absolutne resnice, ne, da v bistvu si je vsak na neki ravni, kar se mu dogaja, skreiral sama, ne.
lahko pač v tem življenju lahko še kaj odpre. Dejansko reinkarnacija je dokazana. Dr. Ian Stevenson, recimo zdravnik, psihiater, je celo življenje vlagal v to raziskovanje reinkarnacije in je v bistvu imel primere 3000 otrok, ki so se spontano spominjali recimo svojih preteklih življenj, izkušenj brez hipnoze, pač so se zavedali, spomin se jim ni zabrisal in so šli v arhive in ugotavljali, ker so povedali, moj starš ni ta, ker so imeli še spomin preteklega življenja in je točen ime, priimek starša, rekel ulica, kjer je živel, kjer je pač se dogajalo njegovo življenje in se je vse ujemalo. In zdaj za 3000 primerov ne moreš reči, da je naključje. In to je bilo takrat v vseh tudi znanstvenih revijah, ampak seveda so v zahodnem svetu, pač ker nočejo, da pač ljudje vejo te stvari, so to pol potlačili. Kaj hočem povedati, v bistvu, da vse smo si na neki ravni enkrat skreirali sami. In zakon karme pravi akcija, reakcija, seveda, kar enkrat narediš, nekoč doživiš neko posledico. Mogoče ne v tem življenju, mogoče v naslednjem, ampak zdaj, ko se vibracija Zemlje tako hitro dviga, dejansko se tudi ta karma v bistvu počasi ruši, in dostikrat se pa stvari zelo hitro zgodijo. Meni se zelo hitro dogaja, takoj nekaj naredim, je že posledica pozitivna ali pa pač negativna, če tako gledamo, ampak z tistega kauzalnega, vzročnega nivoja, v bistvu izvornega nivoja, ko si res zlit s to enostjo, s tem izvornim, popolnim potencialom, in ko se zavedaš tiste milosti, tiste blaženosti, tiste res brezpogojne ljubezni, ko si v tem stanju samadija, po vedski književnosti je to stanje enosti, samospoznanja. Takrat, ko si v tem stanju, res se zavedaš te resnice, da je res vse prav točno tako, kot je. In takrat res odpadejo vse drame, vse igre, vse žrtve, vse, kar se gremo, mi ljudje na tej zemlji, v tej matrici že ne vem tisočletja. Vse to takrat dejansko se sam smejiš. Tudi na seminarjih imamo te vaje, gledanja, ko gledamo, ne vem, iz kauzalnega nivoja stvari, in pa se res sam lahko režiš tej drami človeški, kaj se gremo že toliko časa. In v bistvu z tistega nivoja, če pogledaš, seveda je potem rečeš, ja, točno tako je, kaj mora biti. Ampak ja, mnogo ljudi še ni tam po stanju zavesti, da bi seveda se tega zavedalo, vsi še vedno še pademo, tudi jaz padam, kdaj v kakšne drame, ampak fora je, da se vedno hitreje potem dvigneš gor, ker te v bistvu vsakič, ko imaš ti duhovno izkušnjo, ti en delček te drame ega v bistvu vzame. In kaj to pomeni? Pomeni, da enostavno te ta drama, te matrice več toliko ne prepriča. To pomeni, da dejansko, prej si mogoče en teden traumiral pa dramatiziral, potem mogoče 3 dni, en dan, mogoče zdaj v 1 uri prešiftaš. Vidiš, da je spodaj en vzorc nezaveden spet v umu, ga prešiftaš, greš čez na nov nivo in dejansko si izven drame. Previdiš, zavestaš, se soočaš s sabo, poglobiš zavedanje in potem sprejmeš in spustiš tisto, kar je pač bil vzrok, da si padel spet v dramo. To pomeni, da si pač nasedel svojemu umu. Jaz pravim, naš nas velikrat na finto vrže, je kaj ena opica, ki skače okoli in zdaj od nas je odvisno, bomo mi s tem umom skakali ali bomo pa pač se pokonektali s sabo, pa iz tistega resničnega jaza delovali, iz tega, kar mi v bistvu v resnici zares smo. Mislim, da se tukaj veliko pohecam, v smislu pohecam. Mi imamo 2 milijona, ne vem koliko tisoč let stare možgane, in naši možgane niso narejeni za to, da bomo mi v bistvu super izpopolnjeni, srečni, zadovoljni in tako naprej, ampak so narejeni za to, da nas zaščitijo, da preživimo. Mi imamo možgane za to, da pač nas ščitijo pred nevarnostmi. In zdaj v bistvu tisto, kar je zelo pomembno tukaj, je to, da res sprejmeš odgovornost za svoje življenje, ker to, o čemer ti zdaj govoriš, je odnos do sveta. Ti, če rečeš, recimo, da je vse prav tako, kot mora biti, to ni nič drugega kot odnos, mislim, z mojega vidika, seveda, verjetno je več. Ampak je to odnos do življenja, ker če imaš ti tak odnos, potem lahko veliko več stvari narediš, dobiš, veliko tega se počutiš, ker če se ti, bom rekel, živiš na način, da se dogajajo stvari tebi, pa zakaj se to vedno meni zgodi, pa zakaj me vedno, recimo, take ljudi srečujem, pa zakaj mi vedno tukaj in tukaj denarja zmanjka na koncu meseca, pa zakaj mi to in to nikoli ne uspe. Ko živiš, bom rekel, na ta način, potem si ti žrtev in potem nimaš kontrole. In tisto, o čemer mi govorimo večkrat, bom rekel, na tem podcastu, je to, kako prevzeti to kontrolo nad svojim življenjem. In kljub temu, si prej rekel, da ljudje niso še pripravljeni na ta način, sprejemati odgovornost in tako naprej. Tudi jaz mislim, da je to zaradi šolstva, bom rekel, same družbe in tako naprej nasplošno. Ampak kaj lahko človek naredi? Da je en konkreten predlog, kaj lahko človek naredi, ki danes gleda, da bo sprejel to odgovornost za svoje življenje, oziroma kaj je prvi korak, kaj je drugi korak, kako lahko začneš?
Ja, ne vem, osnova je, jaz sem začel z meditacijo. Recimo, ljudje, ki pač so zelo v mentalu, v umu, prva stvar je, da znajo umiriti svoj da znajo zmanjšati možgansko valovanje, recimo vsaj na alfa, boljše v teta stanje, tam 4 do 6 Hz. Recimo, lahko si na moji spletni strani dejanjaric.com, če se vpišejo na mailing listo, lahko dobijo brezplačno, torej vodeno meditacijo, audio posnetek. To bi bila ena taka zadeva kot neko darilo, mogoče, ki ga lahko tudi dam tvojim gledalcem, ne, poslušalcem. Torej, redna meditacija, tudi ljudem, ki pridejo na terapijo ali pa na seminarje, potem, kjer se to še sveda globje učimo, ne, teh principov, vedno rečem, ok, meditacija recimo, ne. Potem, ne vem, so dihalne tehnike, dihalne vaje, recimo tumo dihanje, Wim Hof je zdaj zelo popularen, ne. Dihalne vaje, da se res resetira recimo to. Potem, ne vem, popularno je tuširanje s hladno vodo, da knajpanje, recimo topla hladna voda. Take stvari, da človek na naraven način spet nabusta, dvigne nevrotransmiterje, torej, da se boljš počuta, ne. Seveda pa je treba delati potem redno, ne, in ob redni vadbi potem človek lahko doživlja potem seveda transformacija, lahko doživlja neka višja stanje zavesti. Globje, ne, globinsko je pa potem seveda treba tudi nekaj narediti na svojih vzorcih, ne. Torej, to bom rekel sam človek težko, no. Zato, ker vsak ima obrambne mehanizme, vsak na neki ravni beži od sebe, ne, si noče priznati, ker če bi si, ne, bi verjetno že bil srečen, vesel, zdrav, izpolnjen, ne, v življenju, ampak pač dosti ljudi še ni, ne. Zakaj? Zato, ker enostavno je težko včasih pogledati vase, ker te to boli, ne. Ker kdo pa se hoče soočiti s tistim, kar ga boli, ne. Vsak bo zbežal od bolečine, že če te, ne vem, roka fizično nekaj boli, ne, pač boš umaknil, ne, če, ne vem, te nekaj speče, ne vem, si na plošči, pa imaš prst, valjda ga boš umaknil, ne, nočeš, da te boli, ne. Torej, na naraven način človek beži od bolečine, beži od neugodja, ne. Ampak seveda v procesu, recimo terapiji, v procesu, ne vem, dela na sebi, transformacije nezavednega, jaz v bistvu vodim ljudi res sočutno, da pač vsak v svojem ritmu postopno, ne, ozavesti tisto, kar pač rabi ozavestiti, se sooči s tistim, kar se ima za soočiti, in da res toliko poglobi zavedanje svojega življenja, da na koncu dejansko res tisto figo v žepu, ne, ki je spraven, spusti, in da se dejansko potem spremeni, ne. Ker upiranje spremembi v bistvu pomeni upiranje rasti, ne. Vemo pa, ne, da vsaka težka preizkušnja, vsaka težava je v bistvu priložnost, je darilo, ne, vsaka kriza je darilo, ne, zdaj smo imeli 2 leti korona, ne, je bila idealna prilika, da ljudje nekaj naredijo na sebi, dejansko veliko ljudi je zdaj se odločilo, ne, za delo na sebi, so hodili na terapije, na seminarje, so delali, ne, zato ker so pač okoliščine jih stisnile in so dejansko bili primorani, ne, ker če ne, pa ne vem, bi pa človek si vzel življenje, ne, ogromno sem imel, ne vem, depresivnih, zelo močno depresivnih, ki so že razmišljali take temne misli, ne, tako da, ja, prevzeti odgovornost, postopno vsak dan nekaj narediti, ne vem, dnevnik hvaležnosti pisati, ne vem, 5 stvari, zakaj si hvaležen, zjutraj meditirati na to, ne, to je neka taka osnova, nekaj, kar vsak naredi, začne, pogleda, kaj pa je vendarle dobrega v njegovem življenju, ne, da ne gleda samo tisto slabo, seveda pač tisto, kar pride slabo oziroma kar pride kot preizkušnja, je pač priložnost, da se človek poglobi vase, da se sooči sam s seboj in potem gre na nov višji nivo zavedanja, ne. To je to, ko sprejmeš odgovornost za to, kaj se ti dogaja, ne da kažeš na druge ves čas, ampak tudi, če nisi ti kriv, ne, sprejmeš odgovornost in rečeš, ja, zaradi tega, ker sem pač nekaj počel v preteklosti, sem danes tukaj, kjer sem, dobiš eno moč in potem lahko iz tega izhajaš. Dejan, povej mi, kaj se zgodi pri tebi, ko imaš slab dan? A imaš ti kdaj slab dan? Pride tudi, seveda, pride kdaj kakšna energija, ki je taka težja, takrat ponavadi grem prešiftati, grem pogledati zadaj, grem v meditacijo. Ne konkretno boje, kaj recimo narediš, recimo ti, no, konkretno, ko imaš slab dan, ker ne gre nič prav in tako naprej, vsi imamo daj kakšen tak dan, ne? Kaj narediš oziroma kaj storiti? Naredim recimo dihalne vaje, ki sem jih omenil, ne, da se zresetiram, naredim meditacijo, ne vem, včasih grem laufat v naravo, recimo, ne vem, v kakšno reko, ne, enostavno dovolim, da teče pol energija, ne. Ker včasih se zaciklamo, včasih se v kakšnih vzorcih mi zaciklamo in potem je problem, če ne znamo enih stvari spustiti, ne. Fajn je pa tudi, da sprejmemo, da je v redu, tudi da kdaj nismo v redu, ne. Da smo samo ljudje, da je to človeško, da je to naravno pač in je čisto okej, ne. Tako da ja, sprejeti to, kar je trenutno živo, ne. In tudi, če sem žalosten, če sem kdaj, ne vem, v nizki vibri, okej, sprejmem, tudi to je v redu. In ne se upirati, ker vemo tisto,
čemur se mi upiramo, ne, temu dovajamo v bistvu življenjsko energijo in to raste. Ne. Torej, fora je, da mi sprejmemo karkoli že je, in to je tisti ključ za napredek. Ne. Torej, sprejemanje ne pomeni, da to mi potem dovolimo, da to je, ne, sprejemanje pomeni spuščanje. A ne, šele ko sprejmemo, ne vem, žalost, bolečino, nemoč, lahko potem to spustimo. Ne. In to je recimo ena taka, recimo, ki si vprašal po konkretnih nalogah oziroma vajah, kaj lahko delajo, to je tehnika samoempatija. Ne. Torej, imaš neko stresno traumatično situacijo, ne vem, si se, ne vem, skregal šefom v službi, ajde recimo, ne, nek primer. Ne. Ok, in potem rečem človeku, v redu, kakšne občutke si imel ti v tej situaciji, ne? Ali pa si imela, ne vem, sem bil jezna, žalostna, prizadetost, nemoč, ne vem, krivda, zamera, karkoli, torej ta nizka vibracijska čustva. Ne? Ok, super. Probiti vase, a ne, jaz pravim, pejti z uma v srce, začutiti ta čustva, ne vem, nemoč, žalost, jeza, karkoli, a ne, in potem rečem, ok, dej osredotoči se na enega, en feeling, en občutek je najmočnejši. In potem človek gre noter in začuti, ok, dovolj si biti jezen, recimo, da je jeza najmočnejša. Okay, v vsaki celici začuti to jezo, ne? Bodi jezen, ne? Začuti jo, ne odrivati stran. Ne? Okay. In potem je lahko v jezi 5 minut, lahko je 10 minut in jo res sprejema, jo ne odriva stran. Ne? Okay, in potem ga vprašam, kaj pa tisto globje, torej katera potreba spodaj, a ne, torej ni bila zadovoljena. A ne, ker vsakič, ko mi reagiramo s temi nizkovibracijskimi čustvi, naše notranje potrebe, torej te potenciali v nas niso zadovoljeni. Torej nimamo stika, ne vem, z mirom v sebi, z varnostjo, ne vem, z ljubeznijo, samospoštovanjem, sprejemanjem, sočutjem. A ne. Torej vse to nam manjka in praviloma ne se pokaže, da je to vsem manjkalo iz otroštva. Torej to so te need, deficit need, torej potrebe pomanjkanja. Ne? Se reče v psihologiji, psihoterapiji, to je v bistvu del humanistične psihologije. Ne? Torej, deficit need, torej to, kar nam je manjkalo, zaradi tega mi reagiramo z neke te prizadetosti rane, recimo nekje iz otroštva, ki je mogoče nek avtoriteta, oče, mama, verjetno, ne, nekaj rekla in potem se je otrok tako počutil in je takrat se zaklene v njemu nek vzorc, nisem dovolj dober, ne marajo me, nočejo me, ne, in zdaj ta oseba, ne, živi ta vzorc recimo v službi šefom, ki ima, ne vem, strah pred avtoriteto, ki ima mogoče strah pred očetom, ne. In je ta zgodba v ozadju, a veš, in potem res postopno vodim človeka, ok, zdaj pa pejte v stik, kaj je tisto, kar ti je manjkalo, torej kjer je potreba, tle ni bila zadovoljena, ne vem, manjkalo mi je, ne vem, spoštovanje, sprejemanje, ljubezen, sočutja, ne, ok, in zdaj se odpri tisto, kar ti najbolj zavibrira, kar ti je najbolj manjkalo, ne vem, in človek reče, ok, spoštovanje, nisem čutil spoštovanja. Torej, samo spoštovanje je potreba. Ne? In se res odpre in jaz rečem, ok, odpri se tle v srcu, začuti to samo spoštovanje, da ga imaš v neomejenih količinah v sebi, ker v resnici mi to vse imamo v sebi, samo smo pač pozabili, ne? In zdaj se rabimo samo ponovno spomniti. Torej, vse to, kar iščemo zunaj v tem svetu, razne stvari, strategije, se gremo, pa hočem tako hišo, pa tako avto, pa hočem potovati, pa bla, 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 ne. Vse to v bistvu so neke strategije, ne, materialne aktivnosti, ki jih mi delamo, ne, da si zadovoljimo v resnici neke notranje potrebe. A ne, ker v bistvu potrebe so to življenje, ki je v nas, potrebe so transpersonalne, so duhovne, to pomeni, življenje izvira iz potreba. Jaz bom rekel, iz duše, iz naše zavesti to izvira, v bistvu hrepenenja našega srca. Ne? In v bistvu, ker si mi zadovoljimo to potrebo, recimo po samospoštovanju, jaz pravim, odpri srce, začuti, da to samospoštovanje, ta energija tega se pretaka po vseh telesih, po vseh celicah, res kopaj se v tem. Ne? In res čas traja 10 minut, 15 minut in človek res se kopa v tem, ne? In pa ga še enkrat vprašam, ok, kje je zdaj ta jeza, ne? In reče, ni več, ne, nema več, ne, ni več jeze. Zakaj? Zato, ker je človek s tem potencialom, s tistim, a ne, kaj mu je manjkalo, vzpostavil stik. A ne, in ta čustva, potem čustva so iluzija, ne, v resnici so drama. So sam drama, malo višja vibracija, kot fizično telo, a ne, to, kar ga kao tle nekaj gledamo, ne, zdaj, v bistvu po kvantni fiziki, ne, so v bistvu čustva, pač astralna energija, a ne, ki se jo da transformirati, okej. In v bistvu ta vaja je res ful močna, no? Res polagam na srce ljudem, delajte to, vam lahko res spremeni življenje, ker boste začeli postopno prevzemati odgovornost za svoje življenje, torej iz te žrtve boste šli vase, boste začutili, ok, se tako počutim v redu, da se tako počutim, sprejmem to
in potem grem globje. Ok, kaj mi zdaj tle manjka, kjera ta potreba spodaj tli pa ni bila zadovoljena, ne? In si jo sami zadovoljite, ker v resnici nevrobiološko je nemogoče, da nam drug zadovolji potrebo, moramo si jo sami, lahko nam pa drug seveda z odnosom, ki do nas pomaga, ali pa nam otežuje to, tako da nam ne doprinese. V resnici si pa vedno sami zadovoljimo potrebo, ko najdemo oziroma se odpremo na njo in imamo ta stik na nivoju srca. Odlično. Mislim, tisti, ki spremljate zdaj, bom rekel, mislim, da se cirka 20, dajte kaj vprašati. Zdaj imate v bistvu priložnost, da se učite, bom rekel, stvari, ki se jih niste naučili v šoli, pa tudi v šoli, tisti, recimo, ki ste, bom rekel, zelo študirali in tako naprej. Teh stvari se nikoli ne naučimo, zato ker pač mislimo, da je to kar znano. Zato ker se naučimo tega od staršev, od okolice, od kulture in potem mislimo, da je to ok, ampak če v življenju trpite, in to trpljenje nisem tisti, ki vas nekaj zelo boli in tako naprej. Trpljenje vse recimo te slabe energije, bom rekel, te nizke energije, ki jih imamo, recimo, od slabe volje, bom rekel, do slabega stanja, bom rekel, na splošno, na dnevni bazi, do slabih čustev, negativnih čustev, do, bom rekel, strahu, jeze in tako naprej. In zdaj imate priložnost, da vprašate nekaj Dejana, sem prepričan, da bo z veseljem pomagal, pokazal, v bistvu, na kakšen način pomaga. Dajte konkreten predlog, ki vas zanima. Medtem pa sem povem recimo ena zadeva, ki sem se jaz naučil, kako glede potreb oziroma strahov ljudi. Mi recimo imamo dva osnovna strahova, povej Dejan, če se strinjaš, oziroma če imaš še drug način razlago, ampak prvi strah je recimo strah pred tem, da ne bomo ljubljeni, in drugi strah je, da ne bomo dovolj. In zaradi tega se tu naučimo že od malega, ker pač, ko si otrok, ti dobiš ljubezen, ne glede na vse. Ti jokaš, upiješ, kričiš, se smejiš, kakaš, lulaš, karkoli počneš, dobiš ljubezen. Potem pa naenkrat se to v bistvu vzame stran, zato ker pač si treba naučiti, da pač ni prav, da se ni prav, ni fajn, da se pokažeš v plenico, je treba se naučiti na nekaj novega, na neke spremembe in tako naprej. In tisto, kar si prej govoril, da je o tem, da se moraš sam sebe sprejeti, do česa pridemo tekom časa, in mislim, da je osnovna zadeva, ker ko se enkrat sprejmeš, zdaj povej mi, če se motim, ampak mislim, da mi to zelo, zelo diši na ranljivost. Ranljivost. Povej malo več o tem, zato ker ti enkrat sprejmeš, recimo, da te je strah nečesa, ali pa da te nekaj boli, ali pa nekaj, da recimo, kar si nočeš priznati, zato rabiš v bistvu med kohones, moraš imeti pogum, in to je veliko povezan z ranljivostjo, kjer smo sploh moški šoh, če se ne motim. Povej malo več o tem. Ja, v bistvu tako, večina ljudi živi v tem prepričanju, da moram biti močan, močna, ne smem pokazati čustev, ne smem jokati, fanti ne jokajo, so nas vzgajali. In seveda, večina moških je še vedno zelo, zelo potlačenih, neživetih, dejansko ne znajo izražati čustev, tle so ženske v prednosti, dejansko so bolj itak naravno intuitivne, bolj čustvene ponavadi, seveda to odvisno od mnogo faktorjev, ampak nekako v splošnem, bom rekel, in učili so nas, da je ranljivo šibkost, jaz pa pravim, ranljivost je moč, šele ko si ti res ranljiv, ko si dovoliš, biti čustven, ko si dovoliš pokazati, da te nekaj boli, takrat v bistvu si v bistvu poguman, in to je tista prava moč, in to je šele v bistvu osnova, da človek potem res gre na en nov višji nivo zavesti, da si res prizna tiste bolečine, ker mnogo ljudi beži v pa v racionalizacijo, intelektualizacijo, torej v obrambne mehanizme, torej vse vejo, stotine knjig so prebrali, gledajo podcaste, gledajo vse, ampak še vedno oni niso transformirali svojega življenja. Seveda te stvari lahko do neke mere pomagajo pri ozaveščanju, določene stvari lahko s tem si pomagaš, ampak seveda, če ti ne boš se res poglobil vase potem, pa res, tako kot pravim, si ne boš nalil čistega vina, pa si preznal resnice o sebi, kako živiš, pred čim bežiš, čemu se izogibaš v življenju, bo tudi napredek zelo plitek, kratkotrajen, torej ne boš naredil spremembe. Za res pravo spremembo se res človek mora res poglobiti vase, pa res transformirati nezavedne vzorce, delati res konkretno na sebi. Dobra varianta je psihoterapija, to, kar jaz delam, je v bistvu integracija kognitivne, humanistične, transpersonalne psihologije, to so 3 najmodernejše veje, kjer res postopno res pomagam ljudem, da se soočijo s svojimi vzorci, poglobijo zavedanje, transformirajo nezavedno, ker mi v bistvu tudi preko kvantnega polja potem transformiramo nezavedni torej je to ena dodana vrednost tej terapiji, torej ni samo pogovorna, ampak je dejansko tudi energijsko potem delamo na transformaciji nezavednega in to je danes kognitivna nevroznanost dokazala in pa epigenetika, da to celo lahko dejansko aktivira, utiša posamezne gene, torej mi sami smo genetski inženirji,
mi sami s svojimi prepričanji, čustveni stanji aktiviramo, utišamo, kot lučka na novoletni jelki, se te geni aktivirajo, utišajo, torej to izražanje genov se seveda spremeni z vsako mislijo, ki jo mislimo, v bistvu delujemo na naš epigenom in pa seveda nove nevropovezave se delajo v možganih, to pomeni sinapse, možganske celice se na novo povezujejo, in ko delamo ta proces terapije, človek v bistvu postopno transformira svoje nezavedne programe in se v bistvu na novo te povezave delajo, to pomeni, da se res človek spremeni. Ker če bi mene, 20 let nazaj, recimo, ljudje gledali, priden, podrejen, tiho, ubogat, Bog ne daj, da bi je kdaj javno nastopil, ni šans, To pomeni, če sem jaz lahko se spremenil, pa zdaj, imam seminarje, imam delavnice, imam online terapije in tako naprej, potem je vse mogoče, Torej, ko se res človek odloči iz srca, da res ne more več, res se odloči za spremembo iz srca, potem se zgodijo lahko res čudeži, Tako da, treba je biti pogumen, pa si upati, Pa še ena vrlina, recimo, se mi zdi, da malo manjka, je to, da poiščemo pomoč, Ker veliko, recimo, jaz bom tudi zase govorim, jaz mislim, da ne rabim pomoči, pa sem samo se naučil, recimo tudi nekdo, ki gleda tale podcast, pa bere knjige, pa gleda seminarje in tako naprej, vsi sami delamo zase, bom že sam se znajdel, pa najdu, kar mi paše, kar prav, In bom rekel tako, zelo naivno na nek način, zato, ker če pogledamo, recimo, nekaj konkretnega, recimo šport, če si ti športnik, noben športnik ni brez trenerja, ker ti kljub temu, da recimo samo šprintaš, ali pa mečeš kladivo, tukaj sem jaz počel, ali pa igraš košarko, karkoli počneš, rabiš nekoga od zunaj, da te pogleda, ki se spozna, da pove, kaj lahko narediš, da boš boljši, da boš hitreje prišel do nekega cilja. In tukaj mislim, da je isto, kar ti zdaj govoriš. Jaz lahko še tako govorim, o odnosih, o čustvih, o super stanju, v katerem se jaz nahajam, večino časa, zato ker ga treniram. In kljub temu, recimo, je fajn, da imaš trenerja, ki te pa v bistvu usmerja, zato ker vsi smo, tako si prej rekel, recimo, ongoing, mi ves čas v bistvu rabimo delati na teh stvareh. Tudi nekaj, ki se naučiš, pa potem veš in potem rečeš, ok, to je za to, naredil sem enkrat, dvakrat, zdaj znam, ampak je treba delati vsak dan. In zato bi rekel, povej mi, komu lahko najbolj pomagaš, kdo te lahko v bistvu poišče, kje te lahko najdejo in kakšne težave najbolj pogosto rešuješ. Ja, se strinjam s tem, kar si rekel, dejansko vsak nekako rabi pomoč, jaz sem se to vedno zavedal in sem jo vedno tudi poiskal, veliko investiral vase, dejansko 11 let terapij, delavnic, seminarjev, zdaj tudi v zadnjih letih ogromno investiral, dejansko v svoj razvoj, v svoj napredek, in to v bistvu je spet napram tako, to, kar vložimo v sebe, to nam bo zavedno ostalo, to ne je samo s sabo, torej stanje zavesti, ki ga mi pridobimo z delom na sebi, nam ne more nihče vzeti, to ni odvisno od našega telesa, trenutno tle fizičnega, torej to je stanje zavesti, ki ga mi nesemo s sabo, in eden izmed mojih mentorov, dr. Rovan, je lepo rekel, states are free, stages you have to buy, torej izkušnjo duhovno pač dobi vsak, ki se vsaj malo ukvarja s sabo, ki meditira, ki dela na svojih vzorcih, ampak stopnjo zavedanja pa si rabiš pridobiti seveda z intenzivnim poglobljenim delom na sebi, to je potem tisto, ko greš iz mentalnega ega, ko si žrtev, greš recimo na avtentični jaz, ko si kreator svojega življenja, ko deluješ tako, kot ti čutiš, izbereš, si iskren, si pristan in tako naprej. Seveda to si pa rabiš pridobiti z delom na sebi in to je ta proces dviga zavesti. In zdaj v bistvu jaz pomagam raznim ljudem, ki imajo razne odnose, res prihajajo od otrok do starejših ljudi, do srednje starosti. Delam partnerske terapije, recimo za izboljšanje odnosov, vemo tle, dostakrat se ljudje ne razumejo in delamo po NVC procesu, sočutja, tako sem že prej malo nakazal, torej stik z občutki, stik s potrebami in pomagamo v bistvu ljudem, da spet najdejo ta stik s sabo, da se lahko pokonektajo s sabo, da začutijo sploh sebe in da začutijo v bistvu sočloveka, recimo s katerim mogoče živijo, pa so tujci že recimo po 10 letih zakona, in tako na koncu se res zgodi, da se solzami objamejo, so spet pridobili ta globi stik s seboj, obudili mogoče tisto ljubezen, ki je nekje pač bila spet malo potlačena zaradi vsega, ker se je dogajalo v življenju, pa pride otroci, pride to, tretje. Življenje se zgodi vmes in potem seveda ljudje pozabijo v bistvu na tisto osnovno vibracijo ljubezni, ki so jo čutili do neke osebe. Potem delam, ogromno sem jaz delal otrok, ki so imeli hude stiske, tudi depresije, anksioznosti, recimo taka stanja v bistvu rešujemo in so tudi zelo dobri rezultati.
razne težave v življenju, karkoli, ne vem, finančne težave, težave v odnosih, zdravstvene težave, depresije, anksioznosti, tudi določene druge zdravstvene zadeve, ne vem, sem imel enega fanta z epilepsijo, ki v bistvu smo delali na teh vzrokih, ne, in se je pokazalo, da je v bistvu vzrok bil v primarni družini, da je on na ta način v bistvu iskal pozornost, in ko je seveda bil pripravljen živeti brez tega, se je njemu očitno toliko, so se mu možgani spremenili, da dejansko je se pozdravil, ne, in nima več napadov, zdaj je že več kot pol leta od tega, ne. Tako da imel sem primer enega gospoda, ki so mu hoteli recimo noge odrezati, noge so mu odpovedale, vzrok je bil v bistvu, da ni mogel več finančno preskrbeti družine, ker mu je takrat finančno šlo v firmi slabše, in v bistvu si je sam skreiral bolezen, so potem videla preko terapije, sem ga s psihoterapevtskim vprašanjem spraševal, in je dejansko gotovo, ne, da ima vzorce, da mora on skrbeti za družino, da nosi breme odgovornosti, a ne, sicer ima krivdo, ne, in v bistvu sva videla, ne, da je v bistvu ta vzorc njegov, a ne, in da je imel izgovor, si skreiral bolezen, da ni mogel delati, da ni mogel hoditi, dejansko na vozičku je prišel k meni, in po samo 2 terapijah, že po prvi terapiji je vstal sam v avto, po drugi terapiji je pa shodil, noge so začele delovati, najprej je pa bila že v bistvu stanje gangrene, ne, zdravniki so mu hoteli noge odrezati, niso poznali vzroka, kar naenkrat so odpovedali, ne, dejansko ni bilo pretoka, ni bilo krvi, a ne, v noge več, živčevje tudi ni delovalo, torej totalno, ne, je skreiral bolezen, ne, vemo, ne, to placebo ali pa nocebo dejansko deluje, ne, je zelo močen in je skreiral si bolezen na fizični ravni, zaradi katere pač klasična medicina, seveda, ki se ukvarja samo s fizičnim telesom, ni našla vzroka. In zdaj še vedno vsak dan hodi na Šmarno goro, ne, in zanj sva se slišala, tako da dejansko, ne, take stvari, tudi čudežne stvari se lahko zgodijo. Seveda, če je človek pripravljen na neko globljo realnost, če se je pripravljen na neki globlji ravni soočati s seboj, ker je seveda zelo močno orodje, ne, lahko je naš največji zaveznik, če ga mi dobro streniramo, lahko je naš najhujši sovražnik, če ga pač nimamo natreniranega, ne, in dejansko je od nas odvisno, kaj naredimo na sebi, kaj v bistvu, a sprejmemo odgovornost zase ali pa ne, a ne. Vprašal si me še, kje me ljudje najdejo, na moji spletni strani dejanjaric.com, a ne, tam se lahko, se pravim, prijavijo na novičke, kjer v bistvu imamo take uporabne nasvete, dajemo, ne vem, meditacije brezplačne imamo, zdaj bo recimo 24. junija, bo zvečer ob 9. bo taka spletna meditacija iz tega mojega studia, take stvari, ne, potem postopno bodo videli, ne, tisti, ki bodo resonirali, ki bodo začutili, itak potem se bodo naše poti prepletle, se bomo spoznali, srečali v živo, tako da delam individualno, delam skupinske zadeve, torej seminarje, delavnice, šola za življenje, coachinge tudi, a ne, za poslovni kader, sem pozabil omeniti, a ne, dejansko poslovneži so zelo izgoreli, zelo izčrpani, pač imajo mogoče eno področje življenja, jim štima mogoče denar, ampak še to so preobremenjeni, a ne, torej dejansko ni nekega balansa, in pomagamo ljudem kot holistični zdravnik v bistvu celostno, z tudi kvantnimi prehranskimi dopolnili, z naravnimi tehnikami dihanja, meditacije, joge in tako naprej, a ne, to, da si lahko potem ljudje nekako povrnejo nazaj tisto zdravje, ki so ga izgubili, dobijo nazaj življenjsko energijo, moč, nek zagon, da lažje grejo naprej v življenju, ne. Zdaj, glede na to, da sem že prej omenil, da bom vprašal kakšno tako smešno vprašanje, me zanima, kako to izgleda za bolniku pri tebi ta terapija. A je to tako, kot zdravnik? Greš zdravniku enkrat, dobiš tablete, greš domov in si rešen? Ne, delaš tega. Kako to izgleda, malo povemo. Ja, ne, jaz delam čisto v bistvu na naraven način, torej, ne vem, človek pride, za prvo terapijo ponavadi mi malo pove o sebi, a ne, toliko, da ga jaz malo spoznam, ne vem, otroštvo, oče, mama, pač ta zgodba življenjska, kaj je do zdaj živel, kako je živel, a ne, kakšni so njegovi cilji, torej kaj želi, kaj pričakuje terapija, torej postavimo cilj terapije potem, a ne, res tisto srčno, kaj si človek iz srca želi, in potem seveda jaz preko usmerjenih psihoterapevtskih vprašanj vodim, a ne, ponavadi naredimo deidentifikacijo, da pogleda sebe od zunaj, a ne, in si potem, ne vem, človek želi, ne vem, biti bolj samozavesten, bolj odločen, bolj notranje močan, stabilen recimo, ne, v življenju, ne, to je recimo nek tak iskren, pristen cilj, in potem delamo na teh vzorcih, ne vem, pogleda sebe od zunaj, ok, kako zdaj vidiš, ne vem, tega Markota od zunaj, kako bi ga opisal, kakšen je zdaj v sebi, recimo, da tega
nima, da tega ne čuti ali kakorkoli. Ne? In potem pridejo ne vem, vzorci, sem potlačen, sem nič vreden, sem nepomemben, ne vidijo me, ne slišijo me, nočejo me. Ne? Torej pridejo ven te mentalni vzorci, ki so globoko podzavesti in potem seveda z dodatnim podvprašanjem poglabljamo zavedanje, ne? Lupimo to čebulo plast za plastjo in postopno seveda ljudje naredijo transformacijo, ko so res seveda vidijo, da jim v bistvu vsi te vzorci v resnici ne služijo, ampak jim samo navidezno služijo, dobijo neko pozornost, neko ljubezen, neko podporo, kao navidezno, kot vloga žrtve, ampak seveda, če so pripravljeni pol sprejeti to polno odgovornost, se dejansko spremeniti, potem se zgodi ta transformacija. In ponavadi jaz seveda naredim tako program, recimo ponavadi 2-3 mesece tedensko terapija, potem pa se pač vidi pri posamezniku, koliko kdo rabi, eni seveda dlje časa hodijo, ker imajo več težav, več področij življenja, pa želijo res na vseh področjih napredovati, seveda to ne bo šlo čez noč. To je proces, ki lahko traja leto, 2, tudi več. So pa ljudje, ki pač imajo samo določeno težavo, pa želijo to prešiftati, pa mogoče v 2 mesecih rešijo, pa je to. Tako da imam različne variante za različne ljudi, ki hočejo pač različno globoko iti globje v sebe. Tako da čisto odvisno od posameznika, kaj želi, kakšne so želje, na podlagi tega se potem seveda postavi program in delamo potem globje na nezavednih programih. Super. Zdaj, ti si se vam, kaj ste tole pritegnili, da te Dejana kontaktirati. Jaz vedno v bistvu tukaj želim pomagati ljudem za nekimi informacijami, kako lahko sami se pomagate, kaj lahko naredite, takoj zdaj, oziroma kaj lahko naredite ta teden, da boste boljši, ker cilj, tega pogovora oziroma namen je, da se pogovarjamo o kvaliteti življenja. In zdaj recimo tukaj bi rad dal samo en primer, ki sem se ga prej spomnil, in sicer ena metafora, ki jo rad uporabim. Prej sem se veliko pogovarjal o fokusu, pa o čustvih, po tem recimo, kaj se dogaja z nami v življenju in tako naprej, dobro ali slabo. In dajte si predstavljati, da imate recimo 2 psa, 2 volka. Dajmo si predstavljati, da imate 2 volka. In en volk je recimo lačen ko volk, in lačen slabe energije. In je lačen, vaših skrbi, in lačen vaše jeze in tako naprej. Zdaj, če bomo tega volka hranili, ta volk bo zrastel in ta volk raste toliko časa, dokler ga hranite. In zato nekateri ljudje živijo v stresu, v depresiji, v strahu, v jezi, v vseh teh slabih, nizkih vibracijah, kot da je prav, in na ta način si žrtev avtomatsko, niti ne moreš v bistvu razmišljati na ta način, ki se zdaj pogovarjamo. Zato vam predlagam, da dajte si poiskati mogoče pomoč, ko se danes pogovarjamo z Dejanom, vprašajte njega, recimo, kaj lahko naredite, začnite nekje z prvim korakom, vsekakor pa dajte začeti hraniti tistega volka, recimo, ki ponovadi ni tu plačen, če imate slabe izkušnje, to je pa volk, recimo, sreče, veselja, zadovoljstva, izpopolnjenosti, to je volk, recimo, ki želi pozornost, tako si vsi želimo, in več pozornosti, ki bomo dali tem pozitivnim platem v našem življenju, več pozitivnega bomo dobili. To je metafora, meni je zelo všeč, zato ker si recimo res lahko predstavljaš, ampak je zelo resnična, ker še enkrat ne povem, vsi tisti, ki spremljate danes tale pogovor, najbolj, kar uničujoča beseda oziroma misel, ki lahko zdaj imate, je to, jaz to že vem, ali pa jaz sem to že slišal, to sem pa že slišala. Treba nekaj narediti, zato danes, če ne boste vsaj recimo eno stvar recimo vzeli, ali pa 2 stvari spremeniti in tako naprej. Se ne rabite vsega, ker v končni fazi ne morete vsega spremeniti. Imate si eno stvar, recimo, ki želite spremeniti, napišite Dejanu, vprašajte recimo koga, ki ga poznate, nekoga, komu zaupate. Pa nekaj zablokirali. Se vsi fajn počutimo, ne bo. Malo te je zablokiral, internet zgleda malček. Ja, ampak... A smo nazaj? Smo kul zdaj tukaj le. Zdaj le je, vmes je pa 30 sekund ni bilo, povezave si zablokiral, ja. Zdaj le tudi neki. Zvoka ni, pri nas je v redu, ne? Ja. Se slišva? Ja, Anja, can you please stop this now, because I have really big problems with the connection. Just this download. Ok, upam, da smo zdaj nazaj. Se slišva, Dejan? Jaz okol, ne? Zdaj se slišva, samo kvaliteto slike ti je zelo zmanjšala. Please just stop this for now. No, but stop it, because this takes from this. Ok. Ja, se pravičujem, to je v bistvu življenje, tako se zgodi, neke stvari, na katere ne moramo vplivati, oziroma stvari, ki jih ne želimo. V živo smo, ja. Smo v živo še vedno. Ok, pri meni tudi teče. Ok, gremo zdaj v bistvu sem na eno tako vprašanje, ki je mogoče malo nezahvalno, ampak mislim, da se lahko iz tega vsi lahko nekaj naučimo.
Da je ponovati, recimo, vprašam tudi moje goste o tem, kako mislim, kaj bi ti rekel, kaj je bila tvoja, bom rekel, najbolj težka ali pa najtežja izkušnja v življenju, no, ki se ti je zgodila, pa kaj si se iz nje naučil? Če malo poveš tako. Najtežja preizkušnja v življenju, če mogo se spomniti ene, no, ne mudi se pomisel, kaj bi to bila ena taka stvar? V bistvu so bile to te depresije. No. Jaz sem imel 3 epizode depresije, ker dejansko je bilo tako hudo, da nisem spal po pol leta nič. Ne vem, kako sem to preživel, očitno imam zelo močno telo, da je to vse zdržalo. Takrat v bistvu, sem izgubil malo smisel za življenje, zakaj sploh živeti, zakaj, mislim, kaj zdaj tle je fora, kaj se grem tle na zemlji. In to so bile v bistvu tiste faze. Seveda so pol prišle še kakšne preizkušnje, ne vem, potikanja, nerazumevanja v klasični medicini, recimo, ne vem, mobbing in tako naprej, kar sem doživljal, ker pač ljudje, ki so tam delali, niso razumeli tega, kar jaz počnem, ker je bilo pač preveč abstraktno za njih, in niso zmogli pač dojeti. To so bile take težke preizkušnje. Tako da več takih zadev je bilo, kjer dejansko sem se mogel še globlje poglobiti vase, kaj zdaj tle lahko naredim, da to spremenim, in sem videl, da v bistvu takrat nisem živel še sebe, da nisem v bistvu delal tistega, kar je moja pot, moje poslanstvo v tem življenju, in v bistvu mi je ta oseba, recimo, ki je delala mobbing, samo hotela povedati, dej, priznaj si že, ta klasična medicina ni zate, pejdi ven, pejdi iz sistema, naredi svojo zgodbo, pač imaš potencial, imaš poslanstvo, ampak pač zaradi vzorcev, ne vem, staršev, mame, ki je hotela, da sem jaz v klasični medicini, seveda sem takrat spet podlegel, pa nisem bil še toliko notranji močan, recimo, in nisem še sebe toliko poslušal, sem slišal, kaj imam za narediti, nisem pa naredil, nisem pa poslušal. Prej sem govoril, tako da osnova je, da mi spremembo naredimo v življenju. Kot si rekel, saj to že vem. Kaj ti pomaga, če veš? Kaj si naredil v življenju, da boš to spremenil? A si naredil korake, si šel iz cone obdobja, a si dal odpoved tam v službi, ki te ne izpolnjuje? A si se potrudil, da ne vem, se znaš sam preživljati, da imaš, ne vem, dosti denarja vsak mesec, da plačaš vse račune, stroške itd., kar imaš, recimo, ob neki samostojni poti je tega ogromno, in samo ena povprečna plača je daleč od tega, da je dovolj, da vse to pokriješ. Tako da to je tisto, kaj si ti naredil, a si pripravljen plačati ceno za to, a si pripravljen tvegati, iti v življenje, se vršiti, zaupati življenju, življenje, tukaj sem, zaupam ti, to je tisto, kar pravim, dela razliko, ali pa živimo neka povprečna življenja, nič narobe s tem, vsi smo to živeli, ali pa naredimo nekaj več iz sebe, in potem seveda doprinašamo, seveda s tem, ko smo sebe dvigali, v bistvu, kaj jaz vedno rečem, največ, kar lahko narediš, je, da daš to naprej. Torej, da daš to drugim, da recimo delaš z nekim vzgledom, da si vzgled drugim, neka inspiracija mogoče, da pokažeš, da se da je možno. Seveda je potrebno vlagati vas, je potrebno delati na sebi, in to je proces, to ne bo čez noč šlo, ampak še vedno je stvar izbire posameznika, ki se res odloči za spremembo. In to je tisti ključ. Odločitev, to je ta ključ, ki odpira vrata v novo življenje, v več sreče, več izpolnjenosti, več obilja na vseh nivojih, vseh področjih življenja. In ko sem se jaz pač res odločil že v gimnaziji, začel z meditacijo, začel z delom na sebi, potem v psihoterapiji na sebi, jaz hodil pač k mojemu mentorju in tako naprej. To so bile pač izbire, pa sem bil študent, pa nisem imel toliko denarja, pa nikoli mi ni bilo škoda vlagati vase, investirati. In sem ogromno denarja že v končni fazi, energije, časa, truda vlagal vase, in zato vedno pravim, naj ljudem ne bo škoda dajati v sebe, ker to je tisto, kar se edino tisočkratno na koncu povrne, kar res dosežeš tisti kvantni skok v zavedanju, potem v bistvu vsa ta darila pridejo nazaj, in duhovni svet ti potem še bolj pomaga, ker res vidijo, da si iskreno, da si srčno na tej poti, in seveda potem je življenje bolj lahkotno, bolj radostno, bolj igrivo, in potem živiš bolj izpolnjeno, bolj srečno, z manj stresa, z manj garanja, naporov, in nekako, kot da dobiš nekako povračilo za vse, kar si naredil, vse, kar si vlagal vase, in je potem ena taka milost, hvaležnost do življenja se zgodi, in si res lahko srčno hvaležen za vse, kar si, za vse, kar lahko daš ljudem, in ljudje so neskončno hvaležni, in to jaz vedno pravim, to je moje največje darilo, kar res
vidim na seminarjih, ne vem, solzami v očeh, se pol objamemo s tisto hvaležnostjo, sočutjem, ker naredimo tiste shifte, ne, ker res ljudje grejo na višji nivo zavedanja. To je zame največje darilo, ne, in nobena materialna stvar ti ne more v bistvu to dati, kar lahko potem doživiš z enim sočlovekom, ki si mu pomagal vsaj en malček, ne, spremeniti življenje, pa da je lahko tudi on bolj srečen, bolj izpolnjen, bolj v stiku s sabo, da bolj živi sebe, ne. Ja. Mislim, veliko pravi, recimo, tudi, da najhitrejši način do tega, da imaš občutek sreče ali pa spopolnosti, je to, da pomagaš nekomu drugemu. Ne? Ja, Zato recimo, se tukaj veliko pogovarjamo o tem, da vedno, ko nekaj daješ, ne znam po slovensko povedano, vedno, ko nekaj recimo daješ ljudem, ko daješ, bomo rekel, ven, brez da bi hotel nekaj nazaj, se dobro dogaja. Ne? Nekateri temu pravijo karma, nekateri pravijo kaj drugega in tako naprej, ampak ja, vedno, ko daješ dobro, ne, dobiš dobro. Ker tudi potem si fokusiran na dobro, ta pes, recimo ta volk, recimo, ki je lačen dobrega, zraste in tako naprej in potem imaš fokus na njem. Ne? Tako da to mi je zelo všeč na tale pogovor. Bi te vse vprašal v bistvu nekaj drugega, no? In sicer večkrat si omenil, recimo, zdaj se je treba odločiti, ne? Ločiti od in tako naprej. Ne? Zdaj, jaz mislim, da je to najtežja zadeva, recimo, ne? Zato, ker mislim najtežja zadeva, zato, ker prvič, ne, ljudje se ne spremenimo, oziroma ne naredimo odločitve, dokler ni dve stvari, ali nujno, ne? Da moraš, ker potem moraš, ne? Nimaš izbire, in takrat se res ljudje spremenjamo, takrat tudi rastemo najbolj, ne? Po drugi strani pa v bistvu ponovadi odlašamo, ne? In čakamo na boljše čase, oziroma se bo, pa se ni to hudo, pa tako naprej, pa zelo hitro se navadimo, ne? Ljudje smo prilagodljivi, ne? Če ne bi bili, potem bi bili kot dinozavri, bi že zdavnaj izumrli, ampak se prilagodimo. Ampak to bom rekel negativno, ne? In kaj lahko tukaj naredimo, je to, da si bom rekel, naredimo okolje, ustvarimo okolje, kjer moramo rasti. Primer, ne? Recimo, če rečeš, recimo zate, ne vem, zdaj konec meseca bom naredil seminar za 300 ljudi, ne? Te boš v končni fazi skreiral, bom rekel, to realnost in boš to tudi dosegel in se boš boril za to, vsaj da boš ostal s tem namenom, s tem ciljem in boš to tudi dosegel na koncu, ne? In zdaj pravim, da v bistvu, ja, en način je to, da čakaš, da se nekaj zgodi, drug način je pa v bistvu si skreiraš, bom rekel, realnost, ne, kjer boš mogel rasti. Kako ti gledaš na to v bistvu, zakaj ljudje ne naredijo te odločitve, zakaj se ne odločijo, zakaj ne naredijo spremembe takrat, ki bi jo mogli? Zakaj ne naredimo zase? Ja, zato, ker, tako kot si rekel, dejansko na neki ravni, ne, to obdobje ljudem služi, ne, in pač ja, sej imam redno službo, sej je varna, sej dobim ga Jurija pa pol ali kakorkoli na mesec, ne, pač je zihar, je varno, je sigurno, ne, če pa grem ven iz tega, ne, takoj se vklopi strahove. Ok, grem v SP, ne, ok, stroškom 450 moram plačati državi vsak mesec, to je prva stvar, ne. Ok, kje bom stranke dobil, kaj bom naredil, kaj je res moje poslanstvo, moja pota, ne. Najprej mora sploh človek vedeti, kaj želi predati svetu, ne. Ni tako enostavno, no, bom rekel, biti podjetnik, biti samostojen na svoji poti, je veliko faktorjev, se mora nekako poklopiti, da človeku nekako, bom rekel, rata, ne. Jaz sem, se pravi, 11 let terapij, delavnic, seminarjev, plus dele še zadnja leta, ogromno investicij, ogromno dela na sebi, ogromno transformacij, da sebe nekako toliko zgradiš, toliko nekako dopolniš oziroma prebudiš, bom rekel, ne, da lahko potem si suveren v tem, kar delaš, si dober v tem, kar delaš, si pomagaš res ljudem, torej dodajaš res dodano vrednost, ne, in je to en proces, ne. In ljudje v bistvu načeloma, ja, ne maramo sprememb, zato ker je pač treba nekaj narediti drugače, ne, ker smo ljudje, v bistvu smo bitja navata, ne, in kot že star pregovor pravi, navada je železna srajca, ne, in ja, je to proces, ne, ogromno vzorcev je treba tukaj razrešiti, da človek res postopno gre iz te cone obdobja, da se odloči in da izstopi ven, ne, in potem, da dejansko to neudobje, ta strah preseže, in to je v bistvu tista rast, ki se potem zgodi, ne. Torej, ko gremo izven tistega, spravim, če imaš strah pred javnim nastopanjem, pejdi javno nastopati, naredi to, ne, torej drzni si, iti čez in s tem boš dejansko strah lahko presegel, ne. Torej, res pozivam ljudi, bodite pogumni, dovolite si, ne, pogumni imajo srečo, ne, tudi jaz pravim, ne, torej treba si upati v življenju. Ne, v tem telesu, v tej obliki smo samo enkrat, ne, dajmo použiti to življenje, dajmo res ga polno, radostno, igrivo živeti, ne, in potem bomo videli, ne, kaj se bo zgodilo, ampak važno je zdaj, ne, in zdaj smo kot Zemlja, imamo res priložnost, Zemlja zelo dviga vibracijo, to vsi, ki se ukvarjamo z energijo, ne, z delom na sebi, s transformacijo podzavesti, vemo, ne. Ampak človeštvo malo zaostaja, ne? Ampak počasi verjamem, da se bomo dvignili, da bomo to kolektivno kritično maso zavesti napolnili
in da bomo lahko šli res na povsem nov nivo zavedanja, ker bomo živeli v bistvu odnose na novem nivoju, iz ljubezni, iz sočutja, iz miline, iz radosti, igrivosti, veselja, torej iz teh visokih vibracij. Ampak že Jung je rekel, če ne boste ozavestili svojih teh nezavednih vzorcev, stališč, blokad, konceptov in tako naprej, bo to vodilo vaše življenje in to boste imenovali usoda. Jaz pa pravim, seveda, ozaveščanje je ena stvar, druga stvar smo rekli je soočanje s tem, tretja stvar poglobitev zavedanja, torej razrešiti, odstraniti vse navidezne koristi, ki našemu umu na neki ravni služijo, in potem se zgodi kaj? Sprememba. Logična posledica je potem sprememba, je rast, je dvig vibracije, dvig zavesti, dvig zavedanja, bom rekel. In ko greš ti, na goro, greš na Šmartno goro, imaš večji razgled, več vidiš. Torej si dvignil zavest, to pomeni, da imaš večji pregled nad svojim življenjem, ker dejansko več stvari, ki so v nezavednem, so prišle ven, veš, zakaj se je to zgodilo, si razrešil vzroke, vzorce in pol nisi več žrtev. Takrat lahko ti prevzameš odgovornost za svoje življenje. In to je tista ključna faza, in prehod iz žrtve v kreatorja, iz mentalnega na avtentični jaz, kar jaz večino delam z ljudmi, ker večina jih je pač na osnovnem mentalnem nivoju, še vedno, jaz bom rekel, 98% ljudi je na mentalnem nivoju, ampak postopno se ta energija dviga in postopno se ljudje prebujamo, in prehajamo na ta višja stanja zavesti, avtentični, subtilni, kauzalni, nedualni so te nivoji po Kenu Wilberju, zdaj nima časa, da bi šla v detalje, mogoče kdaj drugič, ampak že ta osnovna rast, žrtve v kreatorju je osnova, ker ko ti prevzameš odgovornost za svoje življenje, takrat v bistvu si svoboden. Takrat ne kriviš unga drugega, saj vemo, 3 prstom kažeš na drugega in kaže na Boga, Bog je kriv, 3 prsti kažejo pa nazaj, ti si ta, ki se rabiš spremeniti, ni Bog kriv, niso drugi krivi, ti, tvoja svobodna izbira, tvoje življenje, tvoja odgovornost, to je osnova. In če človek ne želi, ne more, noče prevzeti odgovornosti, pač bo ostal v vlogi žrtve, nažalost, se njegovo življenje ne bo spremenilo čudežno, ker dejansko pač duhovni svet nam ne bo pomagal, če ne bomo mi nekaj naredili. Svetno pravim, človek mora hoditi, naredimo na terapijah, delavnicah, seminarjih duhovne korake, super, ampak če človek ne dela fizičnih korakov, če ne naredi spremembe, nič mu ne bo pomagal, lahko 100 let meditira, če ne bo nič naredil spremembe v življenju, torej korakov, mora biti balans. Jaz zagovarjam to prizemljeno duhovnost, torej imej glavo oziroma srce pri izvorni energiji, kreatorju, Bogu, kakorkoli hočemo reči, kdor karkoli verjame v neko višje, kar nas je ustvarilo, ampak noge trdno na tleh. Torej urejeno vsakodnevno življenje, kar se da, finance, odnose, to pač, kar živimo, poslovno področje, prijateljstvo, hobije itd. Torej imeti nekak balans v življenju, imeti kar se da urejeno, to vsakodnevno življenje, in potem boš lahko res hitreje duhovno tudi rastel in napredoval, ker boš poskrbel, da nekako fizično življenje štima, da si zdrav, da si naspan, da si spočit, da si situiran, da imaš pač nekako postavljene to bazo, torej te temelje, potem še lahko recimo brez obremenitve delaš na sebe. Ker enka zdaj, posluša, pa ima strahove, kako bo položnice plačal, tega ne zanima, da zdaj duhovno rasto, pa kaj meditiral, njega zanima, kako jutri tiste račune plačal. Osnova je itak, prve 3 čakre morajo biti poštimane, zemeljske, torej finance, spolnost, odnosi, ego stanja, čustva, torej prve 3 čakre, če tle ni počiščeno, kako bo človek odprl srce, kako bo duhovno rastel, napredoval, ni šans. Super poanta, ker mnogo ljudi je pa, v tej duhovnosti, v tej tako imenovani New Age duhovnosti, ki so pač malo zabluzli, oni so vsi duhovni, oni komunicirajo, z nadangeli, z mojstri, super, bravo, ampak ponavadi, real life jim pa ne štima, ponavadi so, neizpolnjeni v odnosih, nesrečni, nimajo denarja, ker denar je zlo, te pokvari, itak ga ne rabiš, torej dejansko so te vzorci spet, ki tukaj niso zdravi.
In to še vedno mnogo ljudi ima tle izzive, ne, in pravi, duhovnost, denar ne gre skupaj, ni res. Balans mora biti v življenju. Denar je samo energija, ne, je spet energija, mi mu damo pa prednost glede na naše izkušnje, ne. Če smo pač v preteklosti poslušali, verjeli, da pač denar je zlo, da te bo pokvaril, da te bo ne vem kaj, da se mu pokvaril, imajo, seveda si boš naredil program, ok, jaz pa nočem biti pokvarjen, jaz hočem biti dober, ne, in ga ne boš imel, ne, in na nezavedni ravni si boš skreiral, da pač ga nimaš, ker se ga boš otepal, ne, in pač osnova je, smo rekli, balans v življenju, materialno, duhovno, da imaš nekak balans, postavljeno življenje, in potem nekako lažje rasteš, lažje se razvijaš in greš na višja stanja zavesti, ne. Nismo se brez razloga rodili tle, ne, v tej Sloveniji, v tem kraju, točno tem staršem, ne. Vse je do enega višjega načrta, no, jaz verjamem, da je pač res tako, vse tako, ko mora biti, da naša duša pač pride po določene izkušnje, in dobimo točno take vplive, točno take starše, prednike itd., kot pač rabimo kot duša zrast, napredovati in se v bistvu dogajati. In je to en tak pogled na svet, ki se mi zdi, da potem več odgovornosti da človeku, in človek ne more biti več žrtev, ker se enkrat zaveda teh stvari, ker se zaveda, da je on odgovoren za svoje življenje. In recimo za avtentični nivo bi bila nek stavek, ki bi ga najbolj opisal, ne vem, jaz sam ustvarjam svoj svet. Torej jaz kreiram svojo realnost, svojimi vzorci, svojimi pogledi na svet, in v bistvu to se mi potem dogaja v zunanjem svetu. To ni nobena alternativa, to je danes moderna znanost dokazala, ne, z napravami, z meritvami itd., da ne bo v detajle, ne. Zelo veliko res močnih informacij, jaz sem tule pogledal še enkrat kasneje, pa si stvari zapisal, ker zdaj ne morem pisati vmes, ampak veliko uporabnega, no, moram reči, zato res predlagam vsakemu, da tole še enkrat pogleda, no. In pa se eno stvar, recimo, tukaj zdaj omenil, ne, tako ki si rekel prej, recimo, to mi je ful zanimivo, ta prva je baza, ne, se pravi, da imaš v bistvu finance urejene, da imaš v bistvu odnose urejene, pa kaj si rekel še? Odnose, ne vem, prijateljstvo, hobije, recimo te. Tako, to je osnova, ker potem, ne, in tudi recimo veliko, mislim, ljudi nima niti tega rešenja in tako naprej, ne. Ampak zdaj ključna stvar, recimo, ki je tukaj, bom rekel, vsem skupno, bom rekel, pa si je sprememba, ne. Vsi poznamo to, da je stalnica edina, bom rekel, mislim, sprememba edina stalnica in tako naprej, ne. In zdaj, kaj to pomeni, ne? Če v bistvu mi vemo, da se moramo ves čas spreminjati, ne? Tudi ves čas moramo rasti, če hočemo se počutiti spopolnjeno, srečen, tako naprej v partnerstvu, ne? Če partnerstvo ne raste, ne? Če se ves čas nekaj novega ne dogaja, če se ves čas ne razvijata, skupaj potem propada. Ne? Ni bom rekel nekega middle grounda. Isto recimo v naravi, ne? Drevo ali raste ali pa propada, ne? Isto iz roža in tako naprej. In zdaj, kaj hočem tukaj povedati, je to, da se moramo naučiti, in to jaz recimo tukaj učim, ne? Oziroma govorim o tem zelo veliko, pa povedaj, če se z mano strinjaš, da je treba se v bistvu naučiti oziroma trenirati to mišico poguma, kako iti iz cone udobja, kako početi stvari, ki so nam nelagodne, ker vsaka stvar, ki je nismo navajeni, vsaka stvar, ki je za nas neka novost ali pa neka sprememba, je majčkeno neprijetna. Ampak ko se naučiš, bom rekel, živeti to neprijetnostjo, ne, potem lahko res veliko stvari dosežeš, oziroma potem si sploh sposoben, je to baza, da lahko počneš stvari, ki jih želiš. Se z malo strinjaš, da je eno, ali imaš tukaj mogoče kakšno alternativo, oziroma celo dodatek temu mojemu razmišljanju? Dejansko, tako kot mišica, ki jo treniraš v fitnessu, če hočeš biceps, ja, pač boš mogel ti skviht, boš mogel delati, na isto je tle, ne, ponavljanje mati modrosti, ne, če mi nekaj redno delamo, redno ponavljamo, ne vem, redno delamo tisto, kar nam ni fajn, ni všeč, ne vem, gremo pod mrzo tuš, kar je, da greš iz cone udobja, niti fajn, niti prijetno, ne, ampak to narediš, ker veš, da je dobro zate, ker se boš počutil, boš imel, ne vem, več energije, ne vem, da redno meditiraš, da ne vem, tiska hod na terapijo, da redno hod, ne, da dejansko to rutino nekako usvoji, in da si na ta način pomaga, da pač pride do nekega stanja zavesti, in ko pač je na tem stanju zavesti, je tam zadovoljen, v redu, ok, sprejmem, tukaj zdaj sem zadovoljen, zdaj bom pa použil, ne vem, 2-3 leta bom živel tle, bom pa videl, kaj mi življenje prinese, ne, mogoče bom pol videl, to me ne izpolnjuje, ok, saj imam to hišo, imam to avto, imam tak odnos, super, kaj pa zdaj, ne, what's next, ne, kaj lahko naprej dosežem. In to je normalen proces razvoja zavesti človeka, ne. Kaj človek enkrat pač izpolnjen v tem svetu, ne, ti tudi ta avtentični jaz, ta avtentični ego v bistvu te ne zadovoljuje več, ne, in hočeš iti globje, hočeš iti v globi stik s sabo, ne, in takrat se še začne tista prava duhovna rast, ne, greš na subtilni nivo, stik z dušo, ne, povezovanje, tam so pač razni rituali, razne druge stvari te pol pritegnejo, ne, ker te ta materialni svet več ne izpolnjuje, ne. To ne pomeni, da pač ga ne použijaš, ga še použijaš, ampak
hočeš iti globje, zato ker te enostavno pokliče. Ampak zato mora biti človek zrel, mora biti pripravljen, se pravi, mora imeti poštimano to vsakdanje življenje, ker sicer, če je to prehitro, če se zgodijo prehitro neki šifti, je lahko tudi nevarno, če ljudje niso na to pripravljeni, torej če niso spucali te svoje sence po Jungu. Zato jaz vedno vodim ljudi postopno, počasi, step by step, in jim doziram postopno tehnike, vaje, delovanje, pač moje izkušnje, vse, kar sem do zdaj dosegel, predajam naprej. In zato, da res lahko kvalitetno po fazah, po stopnjah ljudje rastejo. Ogromno vrednosti v tem pogovoru. Pravijo, da moraš v bistvu zaključiti pogovor, ki je na vrhuncu, zato bom jaz zelo počasi zaključila. Ne pa še iti, bomo rekel vsi, zato ker Dejan izmed te prosil, v bistvu, da pripravim neko zaključno misel za naše gledalce, s čimer bomo tudi zaključili tale pogovor. Medtem pa ne sem povem, da tistim, ki ste spremljali do zdaj, tisti, ki ste bom rekel z nama, zdaj nas je celo 20, 21 in tako naprej, in tisti, ki boste gledali seveda tu še v posnetku, če delate na sebi, naredite to zelo veliko za druge. Jaz recimo to večkrat omenjam, zato ker včasih nam ni dovolj, pa zakaj bi delal na sebi, če ni nekaj hudega, se nam naredilo, da potem moramo, ali pa če si nekaj ne skleramo, ampak recimo meni je tudi zelo pomagalo recimo na začetku, ker sem začel delati na sebi to, da bom rekel, jaz sem zelo, zelo slabo vplival na druge, ker sem bil v slabem stanju. Jaz, ker sem bil recimo jezen, pod stresom, ker sem bil v bistvu tudi depresiv in tako naprej, na koga najslabše vplivaš? Ja, na svojo punco, na svojega partnera, oziroma na svoje otroke, na ženo, na moža, na starše, na prijatelje. In zdaj, nihče si ne želi, bom rekel, delati slabo drugim, ampak ves čas to počnemo, če recimo ne delamo na sebi. Zato jaz pravim vedno, delaj na sebi kot prvo zaradi sebe. Moraš se dobro počutiti v svoji koži, ker bo živo super življenje, kvalitetno življenje, ki si ga zaslužiš, in vsak izmed nas si zasluži. Vse, bom rekel, vzorce, negativno prepričanje, ki jih imamo in tako naprej, vsi strahovi, to je, tako kot prej, mislim, da je rekel Dejan, to je izmišljotina na nek način. To ne obstaja, to smo si mi v bistvu naredili kot zgodbico, jo tukaj in tukaj ponovili, da smo začeli verjeti, ta sinapsa se je, bom rekel, v možganih povezala, naredila, bom rekel, zelo močno, bom rekel, to ves in enostavno za temu verjamemo, to ni res. Tisto je res, kar mi verjamemo in zato treba delati, bom rekel, na tem, da hranimo tega volka, ki je lačen dobrote, ki je lačen dobrih stvari v življenju in zato v bistvu predlagam vsem, da delate na sebi, ne samo zaradi sebe, ampak tudi zaradi drugih, ker res svet bo na ta način lepši in vsi se bomo bolj počutili. Dejan, zaključna misel je tvoja, kaj bi rad sporočil našim gledalcem kot prvo, drugič pa hvala še enkrat, da si bil moj gost, jaz sem izredno živel v pogovoru, ogromno vrednosti in jaz sem želim vsem, da to še enkrat pogledate, da delite s kom drugim, drugače pa Dejan, izvoli, zadnja beseda je tvoja in hvala še enkrat za tole javljanje. Ja, hvala tudi tebi, Matej, da si me povabil. Verjamem, da so ljudje slišali marsikaj uporabnega, zanimivega. Zdaj zaključna misel, bom citiral Gandija, bodite sprememba, v bistvu bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. Jaz bom pa rekel še zraven, torej lahko smo srečni, radostni, izpolnjeni v življenju in to trajno, ker imamo v bistvu v sebi neomejene potenciale. Samo zavedati se jih je treba in jih v bistvu res uporabiti za svoj lastni, osebni in duhovni napredek. Tako da ja, vse je mogoče, to nam danes govori kvantna fizika in vsi mi smo ta neomejen, popolni potencial, ki je povezan, torej naš spirit je povezan z izvorno energijo in v bistvu smo eno, smo povezani v resnici v samih temeljih zavedanja, v bistvu ena zavest prisotna v tej sobi in vsi smo v bistvu ogledala drug drugim in si v bistvu odslikavamo in sebe v bistvu spoznavamo z različnih kotov, z različnih ogledal in v bistvu s tem se prebujamo v ta naš resnični jaz in se prebujamo v to, kar v resnici smo. Tako da hvala vam za pozornost in verjamem, da se še kdaj vidimo pa srečamo. Hvala, lepo se imejte, lep večer, lep teden in se vidimo vsem tednu, takrat pa delate na sebi za vse nas.